Lepo zdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne Slovenije bistriške televizije v začetku oktobra, ki so ga zaznamovali krvavi dogodki v Kataloniji in Združenih državah Amerike. Doma pa se začenja prepričevanje volivcev, ki jih bodo do 22. oktobra nagovarjali kandidati za predsednika države. Sicer pa je oktober čas kostanjev in mošta, pa tudi požarne varnosti, ki je še kako pomembna za ozaveščanje prebivalcev, kar zadeva njihovo premoženje, varnost in varovanje okolja. Je pa prvi teden v oktobru tudi mednarodni teden otroka, v katerem se vrstijo številne prireditve in okrogle mize, poudarek pa je predvsem na prizadevanjih, da bi otrok odraščal in se razvijal ter izobraževal v okolju in razmerah, ki so zanj primerne. V Slovenski Bistrici pa je na velika vrata vstopil tudi domači Uščip teater in ponudil obiskovalcem predstav ne samo razvedrilo, temveč tudi satirični prikaz stanja današnjega sveta. Sicer pa nekaj več o dogodkih v današnji informativni oddaji, zato ste vljudno vabljeni k ogledu. Ob prazniku krajevne skupnosti Pragersko številne prireditve in pomembne pridobitve. Slovenija bistriška enota varstveno-delovnega centra Polž praznovala 20 let delovanja. V Slovenski Bistrici je konec tedna potekal kongres stranke Nove Slovenije, poudarek pa je bil na podpori kandidatki za predsednico države Ljudmili Novak. Uščip teater iz Slovenske Bistrice postavil na oder glasbeno monokomedijo z odlično interpretacijo domačina Dejana Kalana in izpod peresa Draga Čoža. Ženski forum in društvo Brusnica, organizatorja otroškega živžava. Tokrat v ospredju kaznivih dejanj kraje goriva in druge tatvine. V rubriki Lokalna novica o pomembnih obletnicah in drugih dogodkih. Krajevna skupnost Pragersko je svoj 41. praznik obeležila z bogatim nizom dogodkov, ki so trajali kar 10 dni. Tako so se med drugim pomerili v kuhanju pragerskega piskra, ribičiji, različnih športnih aktivnostih, na ogled pa so postavili tudi likovna dela domačih ustvarjalcev. Pomembna pridobitev je prav gotovo odprtje novih prostorov zdravstvenega doma, kamor se je preselil lastnik prostorov dr. Ranko Milakovič. Del prostorov pa bo namenjen tudi zobozdravstveni dejavnosti. V sklop prireditev sodi tudi predstavitev knjige avtorja Mirka Munde o zgodovini Pragerskega in Pragerčanov. Ob odprtju zdravstvenega doma pa so podelili tudi priznanje dr. Ranku Milakoviču in Mirku Mundi. Enota varstveno-delovnega centra Slovenska Bistrica, ki deluje v okviru varstveno-delovnega centra Polž Maribor, letos praznuje 20. obletnico delovanja. Enota obiskuje 44 uporabnikov iz občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica. Obletnico so obeležili s prireditvijo v petek 29. septembra v Slomškovem kulturnem domu. Ob jubileju smo se pogovarjali z vodjo enote Slovenska Bistrica Duško Landeker. Leta 1997 je bila enota varstveno-delovnega centra ustanovljena pri osnovni šoli Minke Namestnik Sonja v Slovenski Bistrici. Takrat smo svoje prostore dobili v domu učencev, v drugem nadstropju, in pa v enoto je bilo takrat vključenih 11 uporabnikov. 2 zaposlena delavca smo takrat pričela orati ledine v varstveno-delovnem centru in nekako kaj kmalu se je ta prostorska stiska pojavila zaradi novih vključitev in pa seveda zaradi širitve dejavnosti varstveno-delovnega centra. Kot rečeno, ste na to prišli pod okrilje VDC Polž Maribor in pridobili te čudovite nove prostore. Ja, pot ni bila lahka. Leta 2000 smo prvič pričeli opozarjati na to Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve in moram reči, da je takratna sekretarka, kar izpostavljajo bom, gospa Vladuška Cimperman, ogromno pri tem pomagala. Če ne bi bilo njej, verjetno tudi da teh krasnih prostorov ne bi bilo. Tako da leta 2000 smo prvič začeli z tem, je pa Ministrstvo za delo in pa družine, socialne zadeve v tem času tudi izdelalo dokument Mreža varstveno-delovnih centrov,
ki pa je nekako predpisovala, da se te manjše enote, ki so bile ustanovljene pri centrih, pri šolah, drugih organizacijah, priključujejo k večjim regijskim centrom. No in na tak način smo se potem mi leta 2004 priključili k VDC-ju Polžu v Mariboru. Tukaj imate seveda odlične pogoje za delo, prostori so zares vrhunsko opremljeni. Katere dejavnosti izvajate, katere projekte, programe? Ja, pri nas izvajamo vodenje varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Zdaj pri zaposlitvi imamo lastni program in pa kooperacijo. Pri kooperaciji je že naš prvi kooperant bil gospod Stane Pernat iz Podlehnika, tako da tega smo še ohranili, pridobili smo še nove, Konos še imamo, potem imamo kartonažo z Maribora, celo Poliplet smo imeli tu iz industrijske cone, tako da imamo kar nekaj kooperantov in naši uporabniki potem izvajajo to kooperacijsko delo. Imamo pa tudi lastni program, razvijamo lastni program, tu pa imamo delo na starte, uporabniki tkejo, delajo različne izdelke, recimo iz stekla, potem vezejo, potem ta program novoletnih voščilnic oziroma voščilnic za vse priložnosti je tudi zelo zanimiv. Te svoje izdelke pa mi potem uspešno prodajamo. Imamo stojnico v Mercatorju, tako da je tudi ena uporabnica usposobljena in to vsakodnevno od 8. do 12. ure te izdelke prodaja v Mercatorju. Ne smemo pozabiti, da veliko pozornosti namenjate tudi športu in kulturi. Ja, seveda, nam je zdaj zelo pomembno, da se nekako vključujemo v okolje, da uporabnikom nekako širimo njihovo socialno mrežo in seveda iz vsega tega navedenega sodelujemo na vseh mogočih prireditev v bližnji okolici in pa seveda tudi na enoti pripravljamo različne programe. Naša skupina Navihanci je že kar dobro poznana v tem okolju in tudi bližnji okolici, ker se udeležujejo na vseh prireditvah. Zelo zanimiva je njihova zgodba, kako so nastali. Naš Anton Tonček se vključuje samouk in se naučil igrati harmoniko. No in on je potem pritegnil še ostale uporabnike z temi raznimi kmečkimi nekimi inštrumenti in tako so potem ustanovili to skupino Navihanci. Najprej je to delovalo bolj na enoti, ob različnih priložnostih, kasneje smo pa se malo vključili tudi v okolje. Obletnico ste obeležili s prireditvijo v Slomškovem domu, bilo je zelo pestro. Ja, res je bilo pestro. Na programu je tudi sodelovala zunanja glasbena skupina, tako da smo sodelovali skupaj z njimi in Navihanci so tudi v studiu posneli 2 pesmi.
Minuli petek in nedeljo je satirično gledališče Uščip teater v Slovenski Bistrici uprizorilo monokomedijo Marš v 300 narodnih avtorja Draga Čoža in v izvedbi Dejana Kalana. Premijera in pozneje repriza sta bili dobro obiskani, med obiskovalci pa je bilo čutiti navdušenje, saj sta tako avtor kot igralec odlično predstavila aktualna družbena dogajanja, lokalno in globalno. Napevi slovenskih narodnih pesmi v satirični preobleki pa so dodali predstavi piko na i. Pa saj ni bila samo komedija, ampak tudi čaša resnice v malo drugačni preobleki, nad katero se je vredno zamisliti. Če pa vzamemo pod drobnogled še tretji represivni aparat, tako imenovano občinsko-komunalno redarstvo. Tu, dragi moji, so se pa stvari spremenile. Nema više trte mrte. Vrag je vzel šalo. Občinski komunalni redarji bodo od zdaj naprej strokovno usposobljeni in dovoljena jim bo uporaba sile. Tudi lisic. Celo steklih lisic, če bo treba. Da se ne bi potem prevečkrat dogajal prizor, ki sem mu bil priča prejšnji teden pred Bistriško pošto. Tam na asfaltu, na pločniku pred pošto, kleči možakar, solze mu lijejo po obrazu, možakar briše te solze, ki se mu neunehno valijo po obrazu. Pristopim zraven pa vprašam, pa dobro, kaj mi je? Kaj mi je? A je dobil kakšen telegram? Mu je kdo umrl? A je dobil kakšen izvid iz bolnišnice? Pa ne, stari, veš kaj je bilo? Sigurno mu je avto paje pripeljal. Pa kaj sereš, je rekel tretji. Saj nimamo paje po Bistrici. Veš kaj je bilo? Ona redarka Leja ga je solzivcem pošpricala. Ja. Die Ordnung muss sein zum Teufel. Jawohl! Ampak bo vsem tem vendarle ena pozitivna, dobra novica. Vzgojiteljicam v otroških vrtcih zaenkrat uporaba paralizatorjev in lisic ne bo dovoljena. Zaenkrat. Pa dajmo še eno. Eno narodno, ki jo zagotovo poznate. Pa dajmo. Lisice je redar dobil, pa roko ti bo lahko zvil. Solzilec ima, te vrže ob tla, pa vpraša, če brco še da. Potrebno je imeti red, opravljati vsak dan pregled, po mestu povsod pogledat za plot in kje je parkiral falot. Redarka šale ne pozna, strokovno te obvladat zna, nikar ne gobcaj, ne lapaj nazaj, ker hitro bo tam še policaj. Predstava je na ogled ponovno v četrtek 12. oktobra v prostorih DPD Svoboda Slovenska Bistrica in sicer ob 19. uri. Vstopnice so na voljo v Ticu Slovenska Bistrica. V soboto 30. septembra je v Slovenski Bistrici potekal kongres stranke Nove Slovenije, ki ji predseduje Ljudmila Novak. Uvod v kongresno dogajanje je odprl Borut Košič, predsednik občinskega odbora NSI, udeležence pa je pozdravil tudi slovenjebistriški župan dr. Ivan Žagar. Na kongresu je tekla beseda o delu stranke in njeni nadaljnji usmeritvi, osrednji poudarek pa je bil v podpori članov stranke Ljudmili Novak, ki se letos poteguje za mesto predsednice države. Danes smo na tem kongresu s posebnim namenom. Pred nami so volitve predsednika države. Tukaj sem kot vaša kandidatka. Veste, ko smo hodili po Sloveniji in organizirali srečanja z našimi člani, so me predhodno zaprli nekam drugam in so rekli, ti počakaj pol ure, potem pa pridi. In nisem slišala, kaj o meni govorijo, pa včasih je kar dobro. Ker slišati vse te hvale, komplimente, vse te moje lastnosti, ki jih imam, vedno priznavam, da sem tudi grešnica in da nisem popolna, ampak slišati toliko hvale tudi ni enostavno vse to zdržati in reči, da, tudi to sem jaz. Hvala vsem, ki ste povedali toliko lepega o meni, ki zaupate vame, ki verjamete, da lahko
vodim oziroma kot predsednica uspešno vodim tudi Slovenijo po pravi poti. Vsi si želimo, da bi bila Slovenija še bolj uspešna. Vsak državljan, v to sem prepričana. Ali pa lahko tudi kaj naredimo, da bo še bolj uspešna, da bo država, v kateri bomo radi živeli in bomo na njo spet ponosni. Seveda, samo od sebe to ne pride. Potreben je trud, potrebno je delo, potrebna so prizadevanja. Kot predsednica države bom spodbujala vsakega državljana, da vsak izmed nas res lahko prispeva vsaj kapljico v to našo skupno skledo, iz katere potem zauživamo kot narod. Vsak izmed nas. Že s tem, da vsak išče dobro v drugem, da vsak spoštuje svojega soseda, tudi tekmeca, kogarkoli. Če imamo vsi en cilj, skupni cilj, potem lahko z medsebojnim spoštovanjem, sodelovanjem, s prizadevanjem za ta skupni cilj uspemo. In Slovenci, Slovenke si to zagotovo želimo. Uspešno Slovenijo, ki napreduje, na katero smo ponosni. In danes je bilo že veliko govora o naši košarkarski reprezentanci. Najboljši zgled je v zadnjem obdobju za to, kaj se da narediti in kam se da priti, če delamo vsi za isti cilj. Dragič je bil najboljši, ampak sam brez drugih ne bi zmogel. Tudi brez trenerjev, maserjev, zdravnikov, vseh tistih, ki so jim od zadaj pomagali. Zato tudi vas vse jemljem danes in vsakič kot eno telo, po katerem teče kri, ki ga poganja srce, to smo mi, krščanski demokrati, ki pa imamo kapilare razpeljane po celotnem telesu, po celi Sloveniji. In to ste vi. To ste vi, to smo mi vsi, naše kapilare. In ko bomo šli od tod, bomo polni kisika v krvi, v naših žilah, ta optimizem, motivacijo, to željo po boljši Sloveniji odnesti s seboj domov. Prišli ste z različnih koncev Slovenije. Res, prej je Jože našel dobro iztočnico za Prekmurje, včasih mu kar malo očitamo, pa daj tudi drugi deli Slovenije so pomembni, se vem, da ima rad vse, ampak seveda Prekmurje je njemu nad vse pri srcu. Res, sem Štajerka, 2 leti sem bila v Prekmurju, 1 leto na Dolenjskem, 18 let poučevala na Gorenjskem, v svojem političnem življenju obiskala mnoge kraje po celotni Sloveniji, v zamejstvu, naše rojake po svetu. Zato res doživljam Slovenijo kot mojo domovino vseh Slovencev, živečih v Sloveniji in zunaj njenih meja. In vem, da vsi imamo radi to Slovenijo, želimo najboljše, zato tudi jaz, kot predsednica države, želim tej državi najboljše in bom dala tudi od sebe vse najboljše, kar imam, kar zmorem, kar znam, da bi ta Slovenija šla naprej. Ampak zakaj pa nismo vedno tako ponosni na to našo domovino? Zato, ker velikokrat občutimo, da država ni vedno pravična, ne država. Nekatere institucije, nekateri primeri, ki nas bolijo. Ko nismo vsi enaki pred zakonom, ko veljajo različna merila, ko imajo eni več možnosti in priložnosti kot drugi, ampak vsi moramo imeti enake možnosti in pred zakonom moramo biti vsi enaki. Ne sme biti razlik, ali so pomembneži tisti, ki jim sodijo, ali so navadni ljudje.
Pred zakonom moramo biti vsi enaki in zato si bom kot predsednica države iskreno in z vso zagnanostjo prizadevala, da smo pred zakonom vsi enaki, v vseh koncih Slovenije, na vseh položajih. Ob tej priložnosti so nekateri člani stranke prejeli tudi priznanja. V nedeljo 1. oktobra je bilo na grajskem dvorišču v Slovenski Bistrici slišati pravi otroški živžav. Tako pa se imenuje tudi tradicionalna prireditev ob tednu otroka, ki so jo letos že 18. pripravili člani društva Brusnica in Ženski forum socialnih demokratov. Lepo jesensko vreme je privabilo številne otroke in odrasle, ki so se zabavali na grajskem dvorišču, v delavnicah pustili prosto pot svoji domišljiji in uživali ob otroški predstavi Ines Mohorko ter Mirele Jurič. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 14 kaznivih dejanj, od tega 9 tatvin, zalezovanje, 2 grožnji in 2 poškodovanji tuje stvari. Slovenska Bistrica. Znani storilec je v trgovini ukradel ročni vrtalni stroj, podjetje pa s tem oškodoval za 250 evrov. Lastnik stanovanjske hiše je prerezal kabel kabelske napeljave last Telemaha, vendar serviserju ni pustil, da bi odpravil napako. Podjetje je oškodovano za okoli 500 evrov. Oškodovanka je prijavila kaznivo dejanje zalezovanja, saj je pred vrati našla različne predmete, ki jih je nastavil osumljenec. Policisti so zoper storilca podali kazensko ovadbo. Nekdo je na bencinskem servisu natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Neznani storilec je na parkirišču trgovina Hofer z ostrim predmetom namerno poškodoval vrata prtljažnika osebnega avtomobila. Škode je za 150 evrov. Nekdo pa je prav tako na osebnem vozilu z ostrim predmetom poškodoval lak vozila, škode je za 300 evrov. Čerešnjevec, neznanec, je iz tovornega vozila ukradel gorivo v vrednosti 300 evrov. Spodnja Polskava. Nekdo je vlomil v tovorno vozilo in ukradel različne predmete, škode je za 500 evrov. Pragersko. Neznani storilec je v trgovini ukradel žgane pijače in podjetje oškodoval za nekaj več kot 106 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 16 prometnih nesreč, izdali 54 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 3 vozniška dovoljenja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so presedovali 4-krat. V športnem parku v Slovenski Bistrici je v sredo 4. oktobra potekala že 34. otroška atletska olimpijada. Na tekmovanju so nastopili učenci in učenke iz osnovnih šol občine Slovenska Bistrica. Mladi atleti in atletinje so se pomerili v skoku v daljino, v tekih, v skoku v višino in v metu vorteksa. Slovesno odprtje sta popestrila motokrosistični šampion Tim Gajser ter njegov oče in trener Bogomir Gajser. Tima Gajserja smo povabili tudi pred mikrofon Studia Bistrica. Na pokalu narodov v Veliki Britaniji ste osvojili za slovensko reprezentanco odlično 12. mesto. Zagotovo ste zadovoljni tako s tem rezultatom in seveda tudi vašimi vožnjami. Ja, sigurno moramo biti zadovoljni, ker po kar nekaj letih smo se spet kvalificirali in da smo naredili 12. mesto je res bilo pač tisto, kar smo si tudi pred odhodom pač zadali, neki cilj, da bi končali med 15. in to nam je tudi uspelo, tako da s svojimi vožnjami sem kar zadovoljen. Čeprav sem imel v obe dveh vožnjah slab štart, jaz sem iz ozadja prihajal, prvo vožnjo mi je kar dobro uspevalo, sem imel drugo malo slabše, sem imel malo težav z očalami in sem potem končal na 5. mestu, tako da skupaj moramo biti zadovoljni, ampak definitivno v naslednjih letih bomo probali ta rezultat še izboljšati. Sezona je bila polna preobratov od vrhunskih voženj zmag.
padcev, pa žal tudi poškodb. Kako torej ocenjujete to sezono? Vtisi so verjetno nekako mešani. Ja, dejansko v tej sezoni je bilo vsega po malem. Ne. Bilo je lepih trenutkov, bilo je malo grenkih trenutkov, tudi poškodb, tako da dejansko ogromno sem se naučil iz te sezone. Vse pač te napake, katere sem naredil, bom probal potem v naslednji sezoni popraviti, jih nikoli ponoviti in mislim, da pač to je, tako je moj ata prej omenil, del življenja. Take sezone te naredijo še močnejšega, še bolj trdnega in za prihodnje je to samo dobro. Seveda znova v boju za najvišja mesta. Definitivno. Še morda samo beseda, dve v današnji prireditvi. Vi se vedno radi odzovete na takšna vabila. Definitivno vedno, pač če sem le doma, če je le čas, se udeležimo takih dogodkov. Dejansko tudi sam sem hodil na take dogodke, ko sem bil še v osnovni šoli, sem tudi tekmoval, tako da res pač tisti spomini pridejo nazaj malo, kako smo tu skakali, metali, ne vem, laufali, tako da je res super priti na taki dogodek in pač dati kakšne pozitivne besede tem športnikom, ki šele prihajajo. No. Spoštovani, današnja informativna oddaja se je iztekla. Želimo vam lep konec tedna. Pred televizijske ekrane pa vas vabimo spet danes teden ob istem času. Pa srečno!